Na Neger želimo dobro jutro. Dobro jutro. In danes zjutraj bomo na tem radiju govorili o eni izjemno uspešni zgodbi v našem mestu, ki je zdaj dobila tudi nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Govorimo o podjetju iVent. Z nami je gospod Milan Kuster. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Aha, ok, tako da zdaj imamo dokaz, direktori ne spijo ob 8 zjutraj. Zgodaj stale, verjetno. Kak je danes? Štima vse? Vse štima. Okay. Veseli, torej, nagrada Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. To ni prišlo z včeraj na danes, je plod dolgoletnega dela, ampak vseeno čestitke. Ja, najlepša hvala. Ne? Zdaj, ta nagrada je meni, bom rekel, izjemno čast, hkrati pa je to nagrada, ki jo sicer podeljujejo posamezniku, ampak jo jaz na nek način jemljem kot nagrado celi naši ekipi, ne? Ki je pač vsak na svoj najboljši način prispeval k temu, da smo lahko pač se postavili ob bok najboljšim slovenskim podjetjem in da pač gradimo dobre zgodbe. Absolutno, in še posebej smo ponosni na to, ko take dobre zgodbe pridejo z našega mesta, kar pa ni vedno najlažje, ampak vedno znova se pa najde kdo, ki dokaže nasprotno. Res je, jaz mislim, da v našem mestu ni tako malo uspešnih zgodb, mogoče jih ne znamo povezati, mogoče jih ne znamo dovolj združiti v neko skupno mariborsko zgodbo in to na nek način želim preseči. Moje ideje so vedno bile v smislu tega, da lahko sam narediš veliko, skupaj pa lahko naredimo praktično vse. In o tem veliko govorimo, naredimo pa nažalost premalo. Ja, ampak to v vašem primeru ni tako, ne? Ker ne nazadnje ta nagrada velja za najvišje strokovno priznanje v slovenskem gospodarstvu. Torej, više ne gre, ker to je strokovna nagrada, ne? Ja, to je nagrada, s katero daš za ušnico tistim, ki ti pravijo, da vse ostale nagrade, ki smo jih dobili, da smo jih kupili, ne? Ja, ampak je pa po svoje tudi jasno, zelo pomembno je zračenje in svež zrak v stanovanjih, v hišah, ampak dejansko človek lahko reče, da pač vi znate narediti uspešno podjetniško zgodbo z lufta. Ja, niste prvi, ne, ki mi je rekel, da to, da prodajaš luft, ni slaba ideja. Ne? Jaz mislim, da je poleg tega, da se koristi zrak pri pač teh naših plačevalnih sistemih, potrebno še marsikaj drugega. Tako da, zanimivo, ne? Tam mene 15 let nazaj, ko sem se začel ukvarjati z tem področjem, so praktično bili vsi skeptični, tako strokovna javnost kot vsi moji kolegi iz fakultete in podobno, in so rekli, ker pri naših sistemih je pač treba luknje delati v hiše, ne? Ja. So rekli, veš kaj, če ti misliš, da bo Slovenci delali luknje v svoje hiše, tega filma ti ne boš videl, ne? No, danes delamo takih luknj, 30,000 na leto, ne? Pa ni nobenega problema, ne? Ja. Ja, še bolj nadgrajena ta zgodba, ne? Da se da uspešno delati z luftom pa z luknjami, ne? Tako da odlično, dejstvo pa je tudi... In ključ je v tem, kaj vstaviš v luknjo. No, tako, vedno in znova. Ampak zakaj? No, to je zanimivo, recimo lahko zdaj poveste, ker pred 15 leti, ko se je to začelo, odkot pravzaprav ideja in zakaj? Ker vem, da danes novogradnje mnoge imajo tudi recimo rekuperatorje in tak dalje, ampak pred 15 leti noben ni o tem razmišljal. Ja, zgodba je precej osebna, ker smo tudi mi imeli doma probleme z vlago, plesnijo, slabim zrakom in tudi neke zdravstvene težave je imela hčera. In jaz sem tak sistem vgradil v našo hišo. In ko smo mi rešili večino teh problemov, s katerimi smo se soočali, je meni se ena lučka prižgala in sem rekel, zdaj, če je to pomagalo nam, ne, bi lahko pomagalo to marsikomu. In začetki so bili pa bolj težki, oziroma bili smo neke vrste pionir na tem področju. Bilo si je treba ustvariti zaupanje tako strokovne kot laične javnosti.
In to vse veste, v Sloveniji je to težko, ne? Ti rabiš narediti vsaj 5,000 ali pa 10,000 nekih gospodinstv slovenskih, da potem Slovenci začnejo tebe priporočati, da neke pozitivne reference grejo tudi od ust do ust. In to je potem tista točka, ko lahko rečeš, da si to branžo postavil, da se je prijela, da so ljudje dejansko začutili, da so te naše rešitve nekaj, kar je potrebno vgraditi v hišo, in da zdaj počasi prihajamo do ene točke, ko postaja prezračevalni sistem skoraj da obvezna oprema vsakega doma. Ja, definitivno, in je v vseh pogledih seveda koristno, in to so številne znanstvene študije, ki to dokazujejo, ne nazadnje pa uspešnost podjetja i-Vent. Milan Kuster je danes z nami, prejemnik nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Nadaljujemo takoj potem še eno oziroma s to našo mariborsko zgodbo o uspehu. Pred 8:30 naš gost v tem studiu je Milan Kuster, dobitnik nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Dobro jutro še enkrat. Še enkrat dobro jutro. Ja, dobro jutro. Zdaj, pomembno je povedati, ja, seveda v vseh teh letih uspešne podjetniške zgodbe, zdaj bolj kot ne, vsi tu v našem mestu širše, po Sloveniji poznajo podjetje i-Vent, vemo, za kako uspešno podjetje gre, ampak tudi na splošno se ta fenomen uspešnih podjetnikov in njihove prezentacije javnosti vseeno malo spreminja. Ker prav Milan Kuster je bil tak, je rekel, Slovenci ti najtežje oprostijo uspeh, ne? Ja, to je veljalo, malo še velja, ampak upam, da ne več tako, kot se to sliši. Ja. Jaz mislim, da je čas že zrel za to, da so podjetniki, ki ustvarjajo dobre podjetniške zgodbe, ki, ne vem, odpirajo delovna mesta, ki vračajo v lokalno okolje, tisti, ki si zaslužijo tudi neko spoštovanje, ne? In prav to spoštovanje si je bilo treba prislužiti, ker je ta močna konotacija nekih tajkunskih zgodb prevzemov podjetij po čudnih ovinkih izpred 20-30 let Slovence močno zaznamovala, in skoraj da vsak, ki je v podjetništvu nekaj pametnega naredil, so rekli, ja, počakaj malo, ne? Se boš videl, ne? Sigurno to ni čisto, ne? Ja, in to ni fajn, ne? Ti se soočaš kot podjetnik. Podjetništvo je trdo delo, ne? Ni to taka romantika, ko se sliši, ko gledaš neke trende rasti in podobno, ne? Ampak je treba dan za dnem graditi, zaupati, verjeti, tudi kot ti noben drug ne verjame. In na koncu, ko zadeneš, ne? Ali pa mu rekel tako žargonno, ko daš gol, ne? Takrat je tudi prav, da ti nekdo zaploska, ne pa da rečejo, temo so že nekdo drug mu ga je stisnil, ne? Ja. On si je samo njegov dres oblekel, pa se zdaj slika, ne, v bistvu, če nadaljujemo v tej analogiji. Ampak ravno to vračanje v okolje, zdi se, da je vsaj v zadnjem času, da je podjetje i-Vent tisti pacemaker, ki še drži pri življenju mariborski šport, pa ne nazadnje tudi kulturo. Ogromno vračate nazaj v okolje, in to je ne samo pravilna pot, ampak zato je treba reči tudi hvala lepa, ne? Ja, prosim, ne. Ja, ne, jaz sem Mariborčan in seveda kot tak mi ni vseeno, kak mesto diha, funkcionira, kakva je temperatura na koncu koncev ljudi, ne, ki tu živimo, in to vračanje v okolje, podpiranje dobrih projektov, tako kulturnih kot športnih, ne, pomeni, da tudi podpreš določene ljudi, ki nesebično, tudi volontersko ženejo neke športe, neke dejavnosti, in brez teh prispevkov to ne bi bilo mogoče, ne? In tu ne gre zdaj samo za to, da podpiramo, bom rekel, neke vrhunske športe, vrhunske zgodbe, ne? Mi smo na splošno, zaradi splošne situacije, ne, bom rekel, te digitalizacije, tega buljenja otrokov v telefone, ne, in tak naprej, ne, dajemo neko protiutež, ne, in to gibanje, ta šport je tudi mene definiral v življenju. In jaz mislim, da mi je dal tudi zelo dobre nastavke za to, da sem znal vztrajati tudi takrat, ko je bilo težko, ne, in ta šport je dosti podoben za podjetništvo, ne.
in to korelacijo skušamo vedno znova poudarjati in mislim, da pač nekaj malega smo premaknili. No. Ja, definitivno in ravno to je ta multiplikativni učinek teh dobrodelnih, pod narekovaj ali pa sponzorskih prispevkov, ki jih podjetje iVent daje, ne? Nikoli ne veš, kdaj pa trenira zdaj tam naslednji Kuster, naslednji Boscarol, ne? Da ne bom rekel, ker vsi ostali... Da trenira naslednji Dončić, ne? Pa dobro, tudi, ja, seveda, po drugi strani, ampak zdaj, ko se pogovarjamo o podjetništvu in tem delu, moramo seveda povedati tudi, da je podjetje iVent nedavno dobilo še eno prestižno priznanje, postali ste izbrana znamka zaupanja 2025, to pa je nagrada, ki verjetno pomeni še več, kaj ti izbiramo jo potrošniki. Res je, to nagrado smo dobili prvič in smo izjemno ponosni, to je pač dokaz za to, da je ta naš kompletni proces dela, ne, ki ga pač mi nudimo ob prodaji teh sistemov, tudi po prodajne aktivnosti, tudi nek odnos do kupcev se gradi in torej tudi kvalitetne rešitve se pričakujejo, ne. Vse to je pač pol bilo združeno v eni nagradi kot izbrana znamka zaupanja leta 2025 in zopet lahko rečem samo, da sem ponosen na svoje sodelavce, na celotno ekipo, nas je zdaj okrog 75 in mislim, da je prav vsak od naših sodelavcev se mu zelo nasmejalo in je bil izredno ponosen, ko smo slišali za to, da dobimo to nagrado. No? Ja, ker za to pa res morajo vsi dejansko morate delati kot eden oziroma imeti jasno vizijo, postavljena pravila in se jih držati. Ja, Milan Kuster, torej hvala lepa za vaš čas in za vso razlago. Upam, da smo komu dali kaj vzpodbude pri razmisleku o svoji nadaljni karierni poti, da smo mogoče komu potrkali na vest. V vsakem primeru pa smo tako potrdili še eno izjemno uspešno mariborsko zgodbo. Gradite jo še naprej in še veliko uspehov želimo. Hvala, tudi vam veliko uspehov in lep pozdrav vsem poslušalcem.